Obstaja samo en razlog, zakaj policija ne bo objavila opisa storilcev napada. In ko berete takšen čuden članek o 6 poškodovanih ljudeh v New Jerseyju, v Ameriki, ne v Pakistanu ali v Združenem kraljestvu, v napadu s kislino, v katerega so bili vpleteni osumljenci na mopedu. In vendar sumljivo, ko berete naprej, ne morete izvedeti ničesar o storilcih. Že veste vse, kar morate vedeti o tem, kdo so ti storilci in kateri etnični skupini pripadajo. Preberimo si to ogabno zgodbo. 6 ljudi v New Jerseyju je poškodovanih v napadu s kislino, v katerega so bili vpleteni osumljenci na mopedu. Policija Jersey Cityja se je odzvala na poročila, da sta 2 osumljenca na mopedu v ponedeljek zvečer pripeljala mimo skupine ljudi in nanje vrgla jedko snov, pri čemer je bilo sprva poškodovanih 5 oseb. Zdaj se morda sprašujete, kdo vrže kislino na ljudi, da bi jih poškodoval. No, pravzaprav je to razširjen pojav v določenih državah in pri določenih verskih skupinah. Stavim, da ne morete ugotoviti kdo, ampak do tega bomo prišli čez trenutek. V posodobitvi za The Guardian v torek popoldne je policija sporočila, da je bilo skupaj 6 žrtev. 3 od žrtev so najstniki. Za tiste, ki ne veste, napadi s kislino te zavedno iznakažijo. Zavedno. Tega ne moreš popraviti in ne moreš ozdraviti. 21-letna ženska je bila premeščena na lokalni oddelek za opekline zaradi zdravljenja opeklin 2. stopnje na obrazu in lasišču. Po podatkih policije Jersey Cityja so ostale žrtve v stabilnem stanju. Napad se zdi načrtovan in sledi prejšnjemu prepiru, so sporočili z policije. Predhodne informacije kažejo, da je bilo 5 žensk zunaj na naslovu Wilkinson Avenue 155-105, ki očitno predstavlja stanovanjski naslov, ko je bila snov vržena. Snov. Tukaj smo, da govorimo o snovi. Seveda nismo tukaj, da bi govorili o ljudeh, ki jo mečejo. Zakaj bi govorili o tem? Policija je sporočila, da naj bi šlo za žveplovo kislino. En mladoletnik je bil aretiran v povezavi z incidentom, obtožbe še sledijo. Po napadu je župan Jersey Cityja James Solomon dejal: "Moje misli so z vsemi, ki so bili poškodovani v tem grozljivem napadu. Želim, da naši skupnosti vedo, da za takšno nasilje ni nikakršnega prostora na naših ulicah." Pravilno. Ampak veste, kaj še nima mesta na naših ulicah? Šibki policisti, ki niso pripravljeni povedati, kaj se v resnici dogaja, ker čeprav še vedno nimamo pojma, kdo so ti ljudje, pa vemo naslednje. Če na primer na internetu poiščete napade s kislino, boste našli napade s kislino na ženske v Isfahanu. Ali kdo ve, kje je Isfahan, ali kje so bile te ženske? Mimogrede, poglejte, kako so iznakažene. In moški so morda bili tam. Katere verske skupnosti so povezane s temi kraji? Življenja pakistanskih žensk so uničena zaradi napadov s kislino. Prav. Tako so včasih izgledale. Lepe, čudovite, osupljive, senzacionalne. In tako končajo. Potrebuješ operacije. Je zapleteno, nekaj, česar si veliko teh žensk ne more privoščiti. Poglejmo si to. Napadi s kislino. Najhujša družbena epidemija v Pakistanu. Kakšno presenečenje. In še ena lokacija. Iznakažena zaradi kisline, obraz nasilja nad ženskami v Jemnu. Torej, do zdaj imamo Isfahan, imamo Jemen, imamo Pakistan. A lahko katera od vas ugotovi, odkot bi se ta čuden kulturni pojav lahko začel? Katera? Zdaj vam bom dala še nekaj namigov. Poročena pri 12 letih, zavrnjena pri 16, nato iznakažena v napadu s kislino. El Anud Hussein, usoda Šerijan, je šokanten prikaz zlorabe v družbi, ki jo pestita vojna in revščina. Ja, seveda, povedali vam bodo, da je vse to povezano z revščino in kislina je ena tistih stvari, ki jih revni ljudje uporabljajo za maščevanje. In to je dejansko res, ker je kislino zelo enostavno dobiti. Je poceni in dejansko povzroči toliko škode, ne da bi morali nekoga ubiti ali narediti kaj izjemno nasilnega, kot je na primer zabot. In je tudi nekako neizsledljiva, ker če si zakrit in vržeš kislino na nekoga, kako bodo ljudje ugotovili, kje je bila kupljena? Za razliko od pištol, ki jih je mogoče izslediti. Ampak tudi ljudje so v tistem trenutku tako poškodovani, da se pogosto ne morejo braniti, ne vedo, kaj naj naredijo. Mimogrede, če živite na območju, kjer se kaj takega lahko zgodi, bi se morali naučiti, kako takoj ukrepati ob napadu s kislino. Zakaj? Ker se lahko zgodi, da boste naslednja ženska, ki hodi po ulici in nekdo se iz kakršnega koli razloga odloči, da je jezen na vas, ter vas želi trajno iznakaziti in vam vrže kislino v obraz. Wow, človek, napad s kislino. 5 žensk je bilo poškodovanih v napadu s kislino v Jerseyju. To je noro. To je res noro, ker v takšnih stvarih običajno slišimo, da se dogajajo v Aziji, v islamističnih državah. To ni nekaj običajnega za New Jersey. Veš, kje pa je to postalo vedno bolj običajno? Naj ti dam namig. V Združenem kraljestvu. Ugani, kdo so tam storilci? To je noro.
Dva posameznika sta se pripeljala do žensk na mopedu in jima vrgla žveplovo kislino v obraz. In potem policija ne bo objavila opisa napadalcev. Zakaj? Zakaj ne bi objavili opisa napadalcev? Zato, ker nočete zveneti rasistično. Oprostite, nočejo zveneti rasistično. Bojijo se, da jih bodo ljudje napadli, ker bi rekli nekaj nesprejemljivega. Naprimer, ljudje, ki se obnašajo na določen način, ker so del verske ali etnične skupine, morda bi bilo treba to izpostaviti. Mislim, da ni nobenega. Kakšna korist je za javnost, če se takšne informacije skriva pred javnostjo o tem, kdo je to storil? Imam svoje sume, kar bom povedal. Mislim, da so bili muslimani. Če bi bil to bel kristjan, podpornik Maga in Trumpa, te opisa ne bi skrivali. Torej, zagotovo ni eden izmed teh. Lahko bi bil bel človek. Bela oseba bi zagotovo kislina, bi bila zanimiva izbira za belo osebo. Mislim, da temnopolti ljudje ne bi uporabili kisline. To ni ravno njihov stil. Ne verjamem ravno, da bi Američani to naredili na mopedu, pa še dva tipa na mopedu. Ne vem, mislim, da Američani tega ne bi naredili, ne glede na etnično pripadnost. Verjamem, da so to muslimani, ne vem pa zagotovo. Mislim, da mi lahko rečeš, kar hočeš. Res me ne zanima. Tako pač razmišljam. Kaj pa vi mislite? Kdo mislite, da je to naredil? Zakaj bi to naredili? In zakaj policija, veste, ne objavi opisa napadalcev? To mi nima nobenega smisla. Ja, ima veliko smisla. Ima veliko smisla, ker poskušajo skriti dejstvo, da se to dogaja, da je islamizacija prišla v Ameriko. Ker je v Združenem kraljestvu to postalo nekaj običajnega, lahko preveriš. Spomnim se, da sem pred 15 leti brala knjigo o žrtvi napada s kislino, ki so ga izvedle pakistanske skupine. Spomnim se tega. To je nekaj, kar se dogaja že dolgo časa in je pojav. Imela sem priložnost v Indiji spoznati celo skupino žensk, ki so bile presenečenje v islamističnih zakonskih zvezah in so bile žal žrtve napadov s kislino iz različnih razlogov. Njihov mož je mislil, da so čudno pogledale kakšnega moškega. Njihov oče je rekel, da so se pogovarjale z nekim fantom in da je bilo to neprimerno. Ena od njih se je ločevala in njenemu možu ni bila všeč ideja, da bi se kdaj poročila z nekom drugim. Zato se je odločil, da jo iznakaži, skupaj z njenim otrokom, mimogrede. In tako naprej in tako naprej. To je običajen pojav in zdaj, prijatelji, dobrodošli. To je prišlo tudi v ZDA. In razlog, da je prišlo v ZDA, je ta, da ne ustavljamo ljudi, ki tako razmišljajo, da bi prišli v ZDA. To je mesto, kjer si pek ljudi opomore potem, ko se je nekdo pripeljal z vozilom in nanje vrgel kislino. To se je zgodilo na aveniji Wilkinson. Trenutno uradniki verjamejo, da je bila na skupino vržena žveplova kislina. Policija meni, da je to izhajalo iz nekakšnega spora, ki se je zgodil prej isti dan. Odpeljali so jih v bolnišnico, kjer so jih oskrbeli zaradi poškodb, ki niso bile smrtno nevarne. Poglejmo za trenutek. Napadi s kislino v Združenem kraljestvu. Poglejmo, ali je to res pogost pojav. Živjo, kako si? Napadi s kislino v Združenem kraljestvu, spomni se mesta, ki je bilo islamizirano, ostajajo resna skrb za javno varnost, saj podatki kažejo, da je Združeno kraljestvo zgodovinsko imelo ene najvišjih stopenj kaznivih dejanj s korozivnimi snovmi na prebivalca v zahodnem svetu. Nedavni podatki dobrodelne organizacije Acid Survivors Trust International kažejo, da fizični napadi, vključno z napadi s korozivnimi snovmi, na nacionalni ravni še naprej naraščajo. Zanimivo, fantje, zanimivo. To je tudi nasilje nad ženskami. To ni nekaj, kar bi vrgel v moškega, ko si v sporu. Ne. Kljub visokemu odstotku napadov med moškimi v tolpah, se kislina vse pogosteje uporablja pri nasilju v družini in nasilju nad ženskami. Ženske predstavljajo približno tretjino do polovico vseh fizičnih žrtev, odvisno od podatkov za posamezno leto. Moji prijatelji, če se to zdaj dogaja v New Jerseyju, je to zato, ker ti ljudje postajajo predrzni in vam prinašajo tretji svet. Ne morete uvoziti tretjega sveta, ne da bi dobili tretji svet. Uvozili so ga v Združeno kraljestvo, zato je tam toliko napadov s kislino. In zdaj jih imate tudi v Ameriki. Čestitke vsem vam, bedakom tam zunaj, ki niste mislili, da bi bilo dobro vstati proti dobesedni invaziji, ki se dogaja. Opazujte, kaj se dogaja v Združenem kraljestvu in razumite, da prihajajo naslednjič v Ameriko. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.